Ja, dejansko se moramo zavedati, da smo eden izmed krajev oziroma Slovenija, Maribor, ki jih je Hitler obiskal izven Rajha, sta samo dva, Pariz in Maribor. In skladno z 80. obletnico Osvobodilne fronte je tudi 80. obletnica tega obiska dejansko datum prej. In ker se razmere v svetu dejansko zaostrujejo, ni več zadosti na to opozarjati, samo tako periodično, ko se je zgodilo, oziroma kot neko zgodovinsko temo, ki je nekje tam onkraj in je lahko samo še v naši fantaziji ali filmih, ampak je treba pričeti konkretno učiti tudi, kako je to zlo nastalo. Toš meni, da to niso zgodovinski dogodki, ki ležijo nekje tam onkraj, ampak so vselej aktualni. Prav tako je mnenja, da je potrebno tudi lik Adolfa Hitlerja razumeti in vrednotiti ustrezno. Poudarek dajemo temu, v zavedanju dejstva, da se žive priče poslavljajo, to je verjetno bila zadnja obletnica, kjer so bile žive priče lahko prisotne, da izobražujemo o vzrokih nastanka teh težav, ne zgolj posledicah, kajti posledice pogosto lahko tudi motivirajo k tovrstnim dejanjem, če se komu zdi, denimo kruto rečeno v redu, kaj so tisti počeli. Izobraževati je treba o vzrokih in o tem, da ta početja vsekakor niso dobrodošla. Jaz pravim, tudi če imamo težave, če smo v težavah, jih zagotovo ne bomo reševali z agresijo in uničevanjem, ker jih bomo s tem samo poglabljali in širili. Kako nastane zlo, je izobraževalni projekt, kjer avtor z multimedijskimi vsebinami predstavi in tolmači bistvene elemente, ki so privedli do grozot. Ta projekt je del mojega projekta Kein Kampf na domeni keinkampf.info in Kein Kampf je del projekta Virtual Holocaust Memorial, ki ga že več let izvajam tudi s pomočjo mariborske sinagoge, v bistvu pa tako, kot je danes pravilo v spletu. Poseben poudarek je namenjen definiranju in pojasnjevanju vzrokov in motivov ter preprečevanju ponovitve teh. Uradno pa se je pričel 26. aprila in traja časovno neomejeno. Vsebine bodo dodajene skladno z zgodovinskimi datumi in dogodki. Projekt je, kot sem omenil na začetku, drugačen od ostalih, ki so bili spominjanja na datume. Projekt bo dejansko permanentno trajal in bo tudi vsebinsko dodajan skozi vse leto. Se pravi, ne samo 27. januarja, ko je dan spomina na žrtve holokausta, ampak od 26. aprila permanentno naprej. Vezano na to pripravlja tudi dva večja podprojekta. Na ta projekt sta vezana sedaj prva dva večja podprojekta, ki sta animirani zgodbi o holokaustu in o projektu T4, s katerim so pričeli pobijati tako imenovane življenja nevredne ljudi. In te animacije so posebej pripravljene za izobraževanje otrok, vse so narejene na način, da dejansko prikažejo krutost vsega, sočasno pa ne travmatizirajo. Tu je treba biti zelo pazljiv pri prikazovanju teh tem in da vse skupaj dosega še sodobnost, so pripravljene tudi v VR 360 tehniki. S posebnim namenom pa smo se dobili pri Starem mostu na Lentu. To lokacijo smo izbrali simbolično zato, ker je ena izmed tistih najbolj znanih Hitlerjevih slik iz Maribora, Starega mosta, in hiša, ki jo vidimo v ozadju, upam, da jo vidimo, je zelo specifično na tisti sliki prikazana in predstavitveni video projekta, kako nastaja zlo, zelo kratek, ampak zelo učinkovit, kako te podobe zla izginejo, hiša pa ostane, kot neke vrste tempelj. Za konec z nami še dodam misel, da pri Hitlerju gre za popolnoma nesprejemljivega politika in popolnoma nesprejemljivo agendo, nikakor za vzornika in mučenika.